začnemo? Ja. Vse, če kdo še pride, se bo pa ni problema. Dober večer vsem skupaj, good evening, everybody. Lepo, da smo se zbrali že drugič, torej po 2 letih, po lanskoletnem premoru, spet s študenti, s profesorji poletne arheološke šole, ki je organizirana tukaj pri nas v Slavni. Zdaj sam, da se spomnimo, to je univerza z Viskansna, univerza Oskoš, Narodni muzej Slovenije, Inštitut za arheologijo, Park vojaške zgodovine, tudi nekaj nudi logistične podpore, in pa krajevna skupnost, kulturno društvo Slavno, tako da tam konzorci velik, Lepo, thank you that you insist in this archaeological school. We are glad and proud to host you here. Duša vsega skupaj je dr. Boštjan Laharna z Narodnega muzeja, ki ga poznamo. Kot smo rekli enkrat, da bi si zaslužil častno občanstvo ali vaščanstvo slavensko. Res izjemen poznavalec pivških gradišč, torej naredil doktorat z njih in tukaj v Slavni je imel že nekajkrat predavanje in tudi lansko leto, ko nismo imeli arheološke šole, smo postavili pa razstavo, če se spomnite v šoli, in tisočletje slavenskih gradišč, ki je bila potem na voljo pač celo leto v šoli in si je kdo tudi ogledal. Tako da hvala lepa tudi Leonu, ker na njihovi babi potekajo ta izkopavanja in Leon je z dobro voljo pristal na to, da obračajo tam eno vrtačo, se bomo videli posnetke, kaj se dela, kakšni so izsledki. Tako da, toliko za uvod, pa bi dal besedo mogoče Adrian. Hvala, Jan. Hvala? Ja. Potrebujem papir. Pozdravljeni vse skupaj. Rada bi se zavalila celotni vasi imenu projekta, vaso dobrodošlico in gostoljubnost to poletje. Zavaljujemo se tudi vsem na turistični kmetiji pri Malnajevi za čudovite gostiletje, ter Janki Boštančiču in Parku vojaške zgodovine za sodelovanje pri projektu. Vse radi preživljamo te tedni v čudoviti Slavini in upamo, da nas boste v prihodnosti spet sprejeli. Najlepša? Adrian, hvala. To je bilo prav tako, se te prav dotakne. Hvala lepa. Jaz bom na kratko, malo bo tako kot lani, malo bom povedal par stvari na novo. Ne bom predolg, ker bi vsi radi šli na kozarc vina, ampak tako, da boste malo dobili občutek, kaj pravzaprav počnemo. Se pravi, malo spomina na lansko leto, na 2 leti nazaj, seveda, 2 leti nazaj, strašna suša, če se spomnite, poglejte tukaj, kako je tule naokoli te vrtače, gor na babi, praktično. Se ni dalo dihati tule kot, ne vem, tukaj senca, vse poti vodijo v senco, Danes je bilo podobno spet, danes je bilo podobno spet, čeprav je pa letos res precej bolj, več dežja, več vlage, več rastja, pa še modrasi so prišli. Ampak tudi to pravimo, da so čuvaji najdišča. Malo spomina še vedno izpred 2 let, ko smo začeli v bistvu eni taki poglovitvi gor na babi, za katero mislimo, da vsaj v enem trenutku je nudilo neko zavetišče ali da so ljudje nekaj v tisti poglobitvi delali, začeli skopavati. To je zdaj spomin izpred 2 let. In potem, kaj smo takrat našli, skopali smo nekako pol te depresije, te lukne. Na sredini te depresije je bil en kamen, zelo velik,
za katerega so tudi zdaj, je geolog povedal, da je drugačen kot ta živa skala, ki je naokrog, se pravi, so ga prinesli od nekje in ga postavili noter in vse bolj se nam zdi, vam bom pozneje tudi pokazal, da je v bistvu to verjetno bil nek podporni kamen, ki je držal neko konstrukcijo. Kar je pa še zanimivo, drugače je sama apnenc, so pa tu eni peščenjaki, ki so pa tako polkrožno zloženi noter. Se pravi, nekdo jih je prinesel tukaj dol, tukaj pri potoku, se najde ta peščenjak, ga lomil in ga nekako prinesel gor. Kar se nam vedno zdaj zdi, je tudi to, zdaj to ležijo te peščenjakove plošče položene, takrat so bile pa vertikalno postavljene, zapikane v tla, verjetno zato, da so preprečevale posipanje materijala noter v to poglobitev. Zdaj značilna najdba že takrat so bile razbite posode. Se pravi, to je keramika, to so ostanki šalčk, vas, se pravi kuhinjsko posodje. Se pravi, čeprav so to dosti tako nekako neugledni kosi, so še skozi kosi, ki so stari 2000 pa več let. Gre za ostanke rimskega posodja, zelo verjetno uvoženega z območja današnjega Ogleja, pa posod, ki so jih zelo verjetno iz lokalne gline tudi sami delali, ker te ljudje so jedli, so kuhali, so shranjevali hrano in vse to so te njihovi ostanki. Druga zelo značilna najdba, pa je bilo par malo posebnih stvari tudi vmes, mogoče se ne vidi najboljše, ampak ena črepinca keramična je imela tudi okras, ali pa celo venecko črko, kot smo takrat rekli, da bi verjetno celo šlo za nek napis, ker zelo spominja na venecko črko A, mogoče Slavina, pa je samo A. Potem je bil obesek, to je polovička, ponavadi so bili, tako je bila zankica, pa še ena taka, kot en polžek prišlo zvito iz bronaste žičke, ponavadi so imeli gospe obešene na kaki verižici pa tako. Potem je bila konica enega noža, tudi iz plasti pa zelo drobna steklena jagodca, se pravi, jagoda, tudi del verižice. Se pravi, kar dva ženska elementa. Se pravi, da bom rekel babe, ampak gospe na babi, gotovo tudi. Poleg gospa pa, pa zelo značilna najdba je bila pa tudi žlindra. Žlindra, ampak ne tista, ko nastane pri taljenju železa, ampak tista, ki nastane na kovaškemu ognjišču. To zdaj že nekako znamo ločevati, ker tista talilna, ki je taka, da bi zbirali rudo pa imeli peč, da bi naredili ven gotove, da bi naredili surovo železo, tista je drugačna žlindra. To je žlindra, ki nastane pri že obdelovanju surovega železa gotovega na kovaškem ognjišču, ko se dela gotove predmete. Se pravi, zelo verjetno je, in potem, če pogledamo tudi to razširjenost teh najdb, to je zanimivo, to te armene pike, to kaže, koliko smo izkopali, to je tisti sredinski kamen, o katerem sem govoril, to so tisti kamni peščenjakovi zloženi, ki grejo tako polkrožno noter in te rumene pike kažejo, kje vsaj ta žlindra, posamezni kosi so ležali. Vidite, kar precej tega, in kar tako je ena taka koncentracija tukaj nekje, kjer mislimo, da bi vhod noter in tako. Tako da zelo verjetno, vsaj delno, kot zaenkrat razumemo, bi bila verjetno to neka kovaška, neka kovačija, neka kovaška delavnica. Tu sem zdaj enega dobil na internetu, ki je iz teh uprizoritvenih skupin arheoloških, ki kažejo, kako so to takrat delali. Se pravi, en tak možak verjetno ne bi bil presenečen, je gor v tisti naši jami, pred 2000 ali pa še več leti. Potem smo probali malo bolj razumeti, kaj zdaj tale naša gradnja pomeni in smo pogledali naokoli. Morate vedeti, da izkopavanj na samih najdiščih tu na celi zahodni Sloveniji, pravzaprav na samih gradiščih je bilo zelo malo. Tudi če so bila ta izkopavanja ponavadi čez obzidja, ker obzidja se najbolj vidijo, zdaj v notranjost naselij ljudje niso kaj dostikrat, naši kolegi v preteklosti niso kaj dostikrat šli kopati. Pa vendar včasih je kaj bilo, nedolgo nazaj na Soviču nad Postojno, je bilo neko reševalno izkopavanje tam gor,
so dobili eno tako hišo, ne, iz istega časa, kot ga imamo mi, se pravi iz časa življenja Gradišča, tam med 2000 do 2500 let nazaj, je bila hiša usekana v geološko podlago, in potem je bila neka nadgradnja narejena, se pravi neke polkopane hiše, zelo podobno je v Furlaniji, to je zdaj rekonstrukcija, ne. Imate to hišo, ki je v bistvu ukopana in potem je nekako narejen temelj v tisto ukopano reč in potem so narejeni te tako imenovane stojke, stebri, ki držijo neko konstrukcijo in potem je krita s slamo ali pa s skodlami, kakorkoli že. Se pravi, od teh, malo smo na to razmišljali, da gre za nekaj takega. No, to je pa zdaj letos, ne, baba 24, recimo včerajšnji dan, rojstni dan moje hčerke, let dan, 27.6. Kaj imamo letos? Zaenkrat imamo tako, ne, zdaj smo od tistega osrednjega kamna smo zadevo razširili naprej, ne, da bomo dobili celo tole depresijo, ki se je že pred samimi začetki izkopavanj videla, da jo raziščemo, ne. Tukaj še skozi spuščamo noter tole gradnjo iz peščenjakov, čakamo, kaj se bo zdaj pokazalo na tej strani. No, pa je pa tudi naš kolega, strokovnjak, geolog, ki je vso zadevo malo pogledal s temi nekimi drugimi očmi, geologi malo drugače vidijo. Mi hočemo skozi videti, kaj so naredili ljudje, geologi pa hočejo skozi videti, kaj je naredila narava. In potem je to fajn malo soočiti včasih, ker mi povsod vidimo ljudi, oni pa povsod delo narave, a ne? Ali pa Boga, da tako rečem, ne, se pravi. In tukaj probamo priti skupaj, no, in on je imel zelo zanimivo, je zelo prepričan, da je bila v osnovi to majhna vrtača. Da niso ljudje te poglobitve v celoti skopali, ampak že ko so prišli gor, ko so rekli, tukaj bomo živeli, je bila ta depresija že majhna vrtača. In potem so v to vrtačo oni noter to zadevo zgradili. To sem pa ravno zadnji dni nekaj podobnega pravzaprav pa tudi našel. To je Montesei del Sesso, to je tridentinsko zgornje Poodižje, eno najdišče. Glejte, podobno, naj bi bila najprej vrtača, v kateri so ono nekaj naredili, tudi cajt je približno iste in poglejte te rekonstrukcije zanimive. Glejte tak osrednji kamen, kakor ga imamo mi, kako drži steber, ki drži neko to celo konstrukcijo. Tukaj sicer so imeli zložene, tudi vkopano noter, ali pa je bila ta vrtača, ki so jo poravnali na dnu, poglihali, pa postavili noter ta kamen, konstrukcijo naredili, tukaj dali nek zid zgradili, tukaj je očitno ta zid bil drugače, bil iz teh peščenjakov nekako postavljen. Se pravi, verjetno nekaj takega lahko pričakujemo tudi pri nas, ne, da je bilo. In če pomislimo, smo gor na Babi, zdaj danes je bilo vroče. Decembra, januarja, burja, potegne. Je kar fajn, da si malo bolj tako v zavetju, da imaš tudi karkoli že imaš, ali hišo, ali delavnico, da je zakrita manj. Se pravi, so zelo domiselno pravzaprav oni te svoja bivališča, te svoje objekte postavljali. Zdaj, to smo že lani malo razlagali, ne, da se gremo hude znanstvenike in potem imamo tako imenovane liderske posnetke, to se pravi, da celotno območje se poskenira, ne, letalo leti čez ali pa dron in naredi zelo natančno mikrotopografijo terena, se pravi, vsako bunkico, vsako poglovitev v terenu mi na teh slikah gor vidimo in to je recimo zdaj tale območje Babe, ne. In tukaj zdaj tale naša sonda, kjer mi kopljemo. Če pogledamo tale isti posnetek malo z druge strani, nekako slutimo to organiziranost te naselbine. To je zdaj, tukaj je Slavina, tukaj je proti vzhodu, tukaj je proti zahodu, ne? To je tako orientirano, to je recimo pogled na hrib iz zahoda, si morate predstavljati. In odlično se seveda vidi tole naokoli, to je obzidje. Obzidje se konča z enim takim zelo velikim stolpom. Dolgo cajta smo mislili, da je to verjetno nek zaklonilnik, zatop iz raznih teh vojskah, ko so bile tukaj v 20. stoletju, ampak ni, ne, dejansko je arhitektura iz časa železne dobe, se pravi stara 2000 in nekaj let. Tukaj potekajo potem v vzhodnem pobočju proti obzidju take ene zelo
lepe zložne terase, na katerih so bile stale hiše, ki jih vidimo noter, da so bile delno vkopane. Mi delamo pa tukaj, v teh luknjah, ki so pa drugačne. Se pravi, so pa objekti nastali v vrtačah. Se pravi, zdaj imamo tukaj že zelo veliko več podatkov o tem gradišču. Se pravi, oni so imeli obzidje s stolpom, oni so imeli na stanovanjsko četrt, če tako rečem, proti vzhodu, kjer so stali hiše na teh terasah, in so imeli to obrtniško četrt s to žlindro in z vsem tem mogoče, narejeni v teh vrtačah. In tukaj je bil tudi en tak trgec, se pravi, nepozidan, neposeljen del, se pravi, kot en mali trg, direkt pred to našo kovačijo delavnico. Se pravi, kar naenkrat zdaj s temi izbranimi podatki mi vemo o tem gradišču precej več. Se pravi, da je bilo zelo premišljeno zgrajeno, da je imelo obzidje, da je imelo obrambni stolp, da je imelo več nekih vhodov, da je bilo razdeljeno na stanovanjski del, verjetno obrtniški del z nekim odprtim prostorom. Se pravi, zelo premišljena gradnja, zelo premišljeno zasnovana naselbina vseh teh ljudi. Zdaj nekaj, da smo mi sploh začeli tukaj raziskovati, je bila ta ideja, ki smo imeli na podlagi posameznih najdb, ki so jih prinesli razni zbiralci, ki so hodili gor z detektorji kovin in ki smo jih uspeli prestreči. In eno od glavnih vprašanj je bilo, kdaj se je pa ta kaj je bil konec poselitve, kdaj ljudje gor niso več živeli. In vse je kazalo na to, da se je to zgodilo v zadnjih desetletjih pred Kristusom. Ena zelo značilna najdba so bili tej svinčeni izstrelki, ki so jih lučali rimski vojaki s pračami. Prače se spomnite, David Goljat zgodba, kako zabriše pastirček. No, Rimljani so tudi to uporabljali in so uporabljali take svinčene želode, ki so bili zelo ubijalsko orožje pravzaprav. No, druga zelo značilna najdba je bil pa en zakladek denarja, rimskih srebrnikov, pa 3 keltskih srebrnikov. Najmlajši od teh je bil kovan leta 74 pred Kristusom v Rimu in to je bila pravzaprav nekako najmlajša najdba z tega najdišča, ki je nakazovala nekje čas poselitve tega, začetek recimo konca poselitve. Pa je bilo še en par drugih predmetov, kot recimo tu je nek ročajček ene posodice, pa ena zaponka za obleko, ki tudi ni mlajša od tistega denarja, in potem še 2 žeblička, ki so jih imeli rimski vojaki za podkovanje svojih vojaških sandalov, ki jih znamo tudi zelo dobro datirati v ta cajt, glede na primerjave s prizorišči v Franciji, recimo, kjer so bile galske vojne in tako naprej. Se pravi, vse je kazalo, da je konc tega naselja povezan s časom, ko je rimska država se širila iz Ogleja v ta prostor, se pravi z zadnjimi desetletji pred Kristusom in z delovanjem rimske vojske. To je nekako recimo ozemlje današnje Slovenije, te rdeče pike kažejo nekako te sledove rimskih vojakov tistega časa, 2. 1. stoletja pred Kristusom, in pogledajte tole zgostitev, ravno tukaj na primorsko-notranskem kraškem prostoru in tudi tukaj v okolici, tudi na Babi in na Ambroževem gradišču. Zdaj, dve osebi, zdaj, danes verjetno v današnjih cajtih ko bo nekdo našo dobo proučeval, bo neki ljudi zapisali s takimi drugačnimi črkami. To bodo Putin, pa Biden, pa Trump, pa tako naprej, bodo vsi poznali. No, ko se pogovarjamo o zadnjih desetletjih pred Kristusom, sta tu 2 človeka. Eden je seveda Gaj Julij Cezar, eden pravi celo najpomembnejši Rimljan, ki je kadarkoli živel. Njegov posinovljenic je bil pa Gaj August Octavian. Vsi več ali manj smo že vsaj nekaj slišali okrog teh 2 ljudi. Cezar je živel nekje tam ubil se, to je letnica, je napaka 100, 100 se je rodil, 44 je umrl v atentatu, bil je pa v teh krajih aktiven kot prokonzul med letom 59 in 49 pred Kristusom. Njegov naslednik, August, je vladal, je živel od 63 pred Kristusom pa do 14 po Kristusu. Najbolj je bil pa aktiven v teh krajih med leti 35 in 33, tako imenovani
ilirski vojni, ki jo je vodil, in vojaki v ilirski vojni so imeli take žebličke, pa take pračne izstrelke, kot sem jih prej pokazal. Zdaj, ova lika sta zelo znana, ne, če drugega ne, Julij Cezar, vemo, po njemu se imenujejo Julijske Alpe, carski rez, ne, če pride do njega pri porodu, Julija, ne, kot mesec, tudi vemo, ne, on je uvedel tudi julijanski koledar. Manj stvari, čeprav dlje vladal, pa je bil bolj nekako še bolj slavni Avgust, ok, tudi po njemu se en mesec imenuje, to je Avgust, ampak ja, to so te močne figure in seveda, ja, za božične praznike, ne, se spomnite, ne, naj se kako sta šla Marija, ne, pa Jožef, ne, sta šla v Betlehem, zakaj? Zato, ker je on rekel, ne, da se naj popiše ves svet, se pravi, on je hotel prešteti ljudi, ki jim vlada, zakaj? Da bo pobral davke. To ponavadi državniki hočejo. No, ta dva lika, in to smo nekako razumeli doslej, ne, da konc poselitve je bilo najkasneje med 35-33, ko je tale Oktavijan Avgusta, ne, vodil to vojno proti Iliriku, ne, pa proti tukajšnjim ljudstvom. No, ampak ko raziskuješ, se marsikaj zgodi in lani smo odkrili kar nekaj živalskih zob v tej naši poglobitvi, od koze, od ovca, od konja, mislim, da tudi od krave, en zob, tudi. Ta je bil in smo rekli, bomo dali to mi malo datirati in gledajte, zanimivo, en datum je bil verjetno nekaj narobe, ta je bil pa zelo zanimiv, ravno ta zob iz te poglobitve nam je pa dal, to je v angleščini, ker to je treba v laboratoriju v Sloveniji ni, da bi nam analizirali to, poslali smo to na Poljsko, v en laboratorij, gre za tako imenovano metodo C14. Gre za razpad ogljika, namreč zakaj se gre zelo na hitro, mi zdaj, vsa živa bitja, mi, ljudje, pa živali, pa rastline, ko dihamo, ne, vdihujemo, pa se v nas odlaga tudi ogljik, kot eden od atmosferskih elementov. In ko umremo, se ta ogljik v nas začne odlagati in pri nas ostane v nas v tistem trenutku toliko ogljika, preprosto povedano, kot ga je tiskrat v atmosferi. Ampak ta ogljik ima razne izotope in eden od teh je C14, ki se pa potem zmanjšuje, ko mi umremo, ga je skozi manj. In to potem v laboratoriju izračunamo. Se pravi, če imamo mi zob, to se nalaga v naših kosteh, v naših zobeh, ta sled tega ogljika. Se pravi, če mi najdemo en zob ene krave, ki je poginila 2000 let nazaj, se da s to metodo razpolavljanja tega ogljika določiti, kdaj približno je tista krava živela. No? In ta koza, ki se je pasla na babi in smo našli njen zob, je pri 95% verjetnosti živela med letom 69 in letom 226 po Kristusu. Se pravi, ta koza je gotovo mlajša od tega uničenja gradišča ali pa opustitve, poselitve tega gradišča, kot smo ga mi razumeli. Zdaj, kaj to pomeni? A so dejansko ljudje gor še živeli, ali preprosto je bilo naselje že v ruševinah, pa so se pač gor, je bil pašnik, pa so se koze pasle, pa je tista ovca poginila. Mi smo se malo hecali, leto 69 je tudi leto, ko je začel vladati cesar Vespasijan. Cesar Vespasijan je znan po tem, da je med drugim naredil Kolosej v Rimu, ki ga še danes lahko občudujemo, pa smo se hecali, verjetno je šlo, so bili pristaši Vespasijana, pa so imeli na veliko fešto gor, pa so kozo pojedli. Je pa res, da dobivamo kar tako med kamni, kar velike kose razbitih teh amfor. Amfore, to sem vam že pred 2 leti razlagal, so bile značilno trgovsko blago, se pravi, preden pride vojska, preden pride nasilje, prej je trgovina, vedno je prej biznis, pa trgovina, ker se pa pri biznisu, pa pri trgovini zaplete, pa vojska rešuje. Nekako še vedno tako je, če spremljamo Amerika, Kitajska in tako naprej. Se pravi, takoj nekako je tudi v te kraje prišlo,
dobrote Mediterana pa Sredozemlja, se pravi od vina do olja, do oliv in takih stvari, so ljudje te stvari imeli radi in so z njimi trgovali in jih tudi menjali. Za San Strabon piše, za kože, za med, za rude, za sužne tudi, ne. To je bila sužne lastniška družba, ne. To je treba vedno povedati. Je pa res, da cirkulacija ali pa promet z amforami se tu začne že zelo zgodaj. Mi imamo že 2. stoletje pred Kristusom, imamo že tipe amfor, ki se v teh krajih pojavljajo. Tako da te amfore nam ne pomagajo razrešiti vprašanja tistega za nas nekoliko preveč mladega kozjega zopa, zdaj, ki smo ga našli. Takole, to je pa zdaj samo ena situacija, kako cela zadeva deluje. Maybe Kevin, it works, ja. Se pravi, dela, ne. To zdaj pa delamo tudi take posnetke, ne, da se potem točno lahko mi opazujemo, kako se kje izkopavamo, kako je to. Zdaj smo mi, nekak situacija je taka, ne, imamo to poglobitev, depresijo, to je ta sredinski kamen, ki verjetno drži nek steber, noter imamo to konstrukcijo iz peščenjakov zgrajeno, zdaj kar nas še čaka je, da ugotovimo, kaj se še tule zgodi, pa to je te plasti med sabo malo povezati in bolje razumeti. In to bi bilo na kratko vse, če pa kako vprašanje, smo pa vsi tukaj in bomo radi pomagali. Hvala. A je bilo prekratko? Če je kako vprašanje, lahko komu še kaj podebatiramo, ampak ja, hotel sem tako malo pokazati, ne, da pridemo z neko zgodbo, ki se nam zdi na podlagi enega vira informacij. To so bile te posamezne najdbe, ne, ki so jih dobili z detektorji, ne, si ustvarimo neko sliko. Ko pa začnemo mi raziskovati, pa dobimo nove podatke in ta slika ni nikoli tako zelo jasna, ampak postane bolj kompleksna in je treba se potem še bolj truditi, da bi probali bolj razumeti, kaj točno se je dogajalo. Tako da to je zdaj, prej sem vam nekako razložil tudi, kako je gradišče razdeljeno, ne, na posamezne, se bom lahko rekel četrti, ne, obrtniška, stanovanjska, obrambna recimo. Tako da imamo kar nekaj izzivov, ne, zdaj ko bomo to dokončali, smo recimo eno delo obrtne cone smo zdaj razkrili, ne, pa je probamo razumeti. Zdaj bomo probali v naslednjih letih mogoče odpreti eno stanovanjsko, mogoče bi bilo fajn tudi čez obzidje preveriti s kako sondo, da bi bolj jasno videli razvoj gradnje obzidija, ne, ker tudi obzidija so imela svojo dinamiko, najprej ponavadi ta gradišča niso bila utrjena, šele v naslednjem nekem obdobju so začeli graditi obzidje, potem so ga spet opustili, potem so ga nadgradili, so ga ojačali, to je bilo povezano vse z nekimi temi širšimi dogajanji, ne, ki so bila ponavadi povezane z nekimi seveda velikimi geostrateškimi premiki, vojaškimi dogodki. Ne. In nekaj takega, kot ko en cesar svojo vojsko koraka tukaj čez proti Balkanu, ne, to je takrat zatreslo vse skupnosti, ki so na tej poti seveda živeli. Ne. In je bilo lahko tudi, prej sem kazal Cezarja, ne, kako je bil on super, ne, kako je on uvedel julijanski koledar, pa kaj vse se po njemu poimenuje, ampak on se je tudi pohvalil v Galiji, recimo, kako je prišel v Rim, je rekel, uspelo mi je pobiti 100,000 ljudi, danes bi temu rekel genocid. Ne. Ampak on se je takrat, ko je prišel v Rim, se je pohvalil, je rekel, toliko in toliko zlata sem nagrabil, toliko in toliko 1000 ljudi sem pobil, toliko in toliko sem jih zasužnil, ne, je bil čist drugi pogled. Ne. Hvala Bogu, mislim, generalno se ni veliko spremenilo, ampak danes vsaj vemo, da to ni prav. Takrat so pa rekli, aha, super, danes vemo, se podobne stvari dogaja, pa vemo, da ni prav. Takrat so pa mislili, da je tako prav, ne. In zato je Cezar ostal zapisan kot veliki človek, ne. Če bi živel danes, bi bil verjetno obsojen v Hagu ali pa, ja. Tako da vse te stvari je treba tako malo premišljevati, ko se s temi stvarmi ukvarjamo.
Prej si govoril o amforah, se opravičujem, samo mogoče nisem slišal, sem se spomnil, da nisem tekel slikati. Koliko so bile klasične amfore držale? Je zelo različno, Je bil standard za vino ali pa? Je komplicirana tipologija. Tipologija je nastala zanimivo na podlagi raziskovanja enega hriba v Rimu, ki se mu reče Monte Testaccio. To je bilo v bistvu cel hrib v Rimu, jaz tukaj kažem 2-3 črepinje, v Rimu imate cel hrib, ki je nastal iz amfor, to je bil odpad takrat, tako kot so danes pločevinke pa tako naprej. In je bilo teh standardov je bilo več, se pravi 10 litrov, 20 litrov, 30 litrov, tudi ta velike so še večje. Kar ločimo danes je bolj kot te standarde, se je nekako ugotovilo, da so bile določene oblike samo za olje, določene oblike samo za vino, določene samo za ribje omake, tako imenovani rimski garum. To je bila taka, to so rekli Rimljani ubijali za garum. So bile pa to usmrajene ribe, pravzaprav, se pravi, stare ribe zakopane v tla, da so kmalu pustili, da tisto fajn se gnije, pa so jih pod številnimi nekimi zališči, pa soljo seveda prepojili to, zamešali in to so si oni takole mazali, pa dodajali praktično vsaki Kumi zelje. Recimo, Tako da teh standard ni bilo ena mera, ampak je bilo več mer, majhne, velike. Je pa res, da so bile vedno manjše, kar je zanimivo, kar kaže tudi na recesijo Rimskega imperija, pa tudi na njegov potem dokončen propad. Tako da najmanjše so v bistvu te pozno rimske amfore, ki potem tudi, kaj vojska bila tukaj na alpskih zaporah ščitila rimski imperij, ki je že propadal pred barbari, čeprav so se v večino na koncu med sabo vojskovali, ampak država ni več imela denarja, da bi te vojake plačevala. To so bili vojaki kmetje pravzaprav, so živeli tukaj in v slučaju nevarnosti so prijeli za orožje in šli na obzidja in so jih plačevali v naturalijah, so jim pošiljali hrano. In med drugim tudi garum pa vino v pozno teh severnoafriških oblikah amfor, ki so pa zelo mejhne bile že na konci. In so našli po marsikaterem najdišču, so zelo značilne, ampak tiste je pa tak bolj boren standard, ne vem, tja do 20 litrov recimo. Vsaj tega so tukaj našli. Prej na vrhuncu imperija pod Vespasijanom so pa tudi ogromne amfore. Pa v lesenih sodih so tudi tovorne. To Strabon lepo piše, kako so čez okro, to je razdrto, vozili vozovi na Portusa, to je bila Vrhnika, pa tudi Ljubljanca se je tako imenovala, pa naprej po Salusu, in da so imeli na Ljubljanci posebne čovne, na katere so z lahkoto naložili sode. Se pravi, tudi v lesenih sodih je roba potovala, izdelki Mediterana večinoma. Ker Rimljani, tudi če so bili zelo visoko, nekje na severu, na Renu, so hoteli živeti kot Rimljani. Domačini so se pa tudi hitro navadili, sploh na vino, pa na olivno olje, pa na take stvari. In so potem zato menjali. Čeprav vino je bilo že prej, v Štanjelu na Krasu so dobili iz železne dobe, iz 5. stoletja pred Kristusom, pečke grozdja. Če sem prav razumel, boste letos računali, ste to... Letos računamo tole depresijo dokončati zdaj v naslednjih dnevih, da vidimo, če se nam pojavijo še tu kamni naprej, da lahko nekako te peščenjaki, da jih povežemo bolj smiselno. To, kar zdaj vidimo, je fajn, da je kot ta nek usekan vhod noter. To se zelo fajn vidi. Ja, imam malo problemov s tem. Ja, ok. Se pravi, ko se bo zavrtel tu, lejte, prav usekano noter, tu
ko se bo zavrtelo naokol. To je zelo verjetno res. To je pobran kamen ven, ne? In gre noter, ne? To je pobran kamen ven in se spusti noter ob teh peščenih kamenih. In da raziščemo tule okrog tega osrednjega kamna. Ne? Mogoče pa kaj pod kamen. Veš, kaj zlata. Recimo, vsaj. Tako da to je nekako računamo letos narediti. Kaj imamo zdaj še naslednji teden, ne, in pole smo. Pa če se bomo zmenili, pa še bo Leon dovolil, bomo pa še kako kje odprti. Kaj to pot v bistvu pokrijeste nazaj, ne? Ja. Zdaj ne še takoj, Ja. prišla še konzervatorka, da pogledamo malo. Potem pa je bila debata, bi zdaj tole, te peščenjake komplet ven eliminirali, pa pregledali spodaj, če kaj, ampak je kar malo škoda, se ti zdi, to je zgrajeno več kot 2000 let nazaj. Zdaj razmetati vse, ne, lahko je to nek zametek, ne vem, nekega česarkoli, ne vem. Lahko naredimo neko rekonstrukcijo, pa gor na drevo in QR kodo, pa se bo tako zavrtelo. Ja. Kako? Hotel? Ja, tako da... Se pa ja, pol nazaj pokrije. A ne mravate, da bi pošli v naslednjem letu eno od stanovanjskih probali odpreti? Je to ena od idej. Idej zdaj več. A bi šli v obzidje rajši. Aha, pa imamo tudi nekaj, kar je bila verjetno cisterna. To je veliko vprašanje je vedno z vodo, ne? Kako je bilo, če pogledamo tu nazaj, tisto, ja, takole, ne? Se pravi, imamo ta obzidja. Aha, pa prej sem pozabil povedati, sta še dve, mi rečemo predgradje, ne? Se pravi, je takole, sta bila dva platoja še dodatno pod to osrednjo naselbino utrjena. Ta je totalno prerešetan s temi vadbenimi strelskimi jarki iz, mislim, da iz časa prve vojske, ko so trenirali za Nasoško fronto, ampak so skopali v obzidje noter, ne. No, ampak tu je ena taka zelo velika depresija, ki je bil verjetno kal, ne. Oni so mogli nekako zadrževati vsi vodo gor, ne. Se pravi. Tako da na teh terasah, kot rečeno, računamo stanovanjski bolj objekti, tukaj bolj obrtniška cona, tukaj tale fleha, takoj, ko zdaj gor pridemo, ni nič pozidane, je bil očitno nek odprt prostor, trg, pa tu pa zelo verjetno tale bi mogla biti pa voda, ne, neko zajeti za vodo. Ja. Še kakšno vprašanje? To obdobje je že pokopavali so v žarnah. Takrat so se žigali, ja. V bistvu pravzaprav cela zahodna Slovenija, tako kot Posočje, Kras, tudi potem, ja, tule, Primorje, dol Istra, Furlanija, se žiga. Celo, v bistvu, že v bronasti dobi, se pravi, 2000 let se žigajo. Se pravi, drugo, prvo tisočletje pred Kristusom skozi, dajo človeka na grmado, ga zažgejo, kar ostane, poberijo, dajo v žaro ali pa samo v jamo noter. Sam na Dolenjskem so imeli drugače, so pa cele umrle, pokopavali pa pod gomilami. Zato tudi mi ločujemo te skupine in potem se žiganje obstaja še skozi, tudi ko pride, ker tudi Rimljani, ne, v zgodnem obdobju se žigajo in začnejo pokopavati cela trupla, ne, skeletno šele z uveljavitvijo krščanstva. Ne. Tako da kremacija, ne, sežiganje je bil najbolj. Zato tudi, kar nam tukaj manjka, so grobišča, je v bistvu potem zelo težko najti. Vi jih na Dolenjskem najdete, ker so gomile, ne, in grejo in kopljajo. Ne. Tu so bila pa grobišča, verjetno pač so bile potem Most na Soči, recimo znam primer, so raziskovali, so bile potem te žare, so pač zakopani v tla ali pa pokrite s ploščami in to danes ne vidite, to izgine.
se lahko odkrije sam naključno, če se kaj gradi, če kdo kaj koplje, kako pot ali pa kaj takega, da do tega pride. Verjetno so pa vsa ta gradišča tu na okol so seveda pokopavali umrle, ne? Tako da tej Britofi nekje so, ali so v enih vrtačah, ali doskrat so Trnovo v Ilirski Bistrici, nekaj podobno gradišče ima na pobočju, so ga odkrili, ko so kamnolom, ga je odkril, to so bila pole velika raziskovanja tudi, da so jih rešili, mislim, da je že tisti kamnolom je kar star, je že batalja pod Italijo jih izkopal, 200 ali koliko, potem pa še kolegice v 70-ih, 80-ih letih, še 120 takih žarnih grobov. Tako da zelo verjetno so pač v eni od teh dolin z vrtač naokol mora biti Britov od teh ljudi. Izven areala obzidja. Včasih se tudi najde v Istri, ne, da celo najdejo kakega pokopanega v naselju, v samem obzidju, ki ga povezujejo, podobno kot kasneje so kaki pomembni, kaki škofje recimo, so pokopani v cerkvah na nek način, na podoben način, da je bil nek zelo pomemben vladar, da so ga tudi kje pri obzidju ali pa zraven pokopali, da se najde. Ne. Drugače pa, ampak v naših krajih pa takih primerov ni. Tako da te Britofi nekje so, ampak tako kot arheologa, meni osebno pravzaprav mi je lepše ta naselja kopati, kakor Britofe. No. Tudi zdaj se temu se izogibamo raziskovalno, Britofi ponavadi se izkopavajo, če res, če gre neka avtocesta ali nekaj, da bi itak ga uničili, pa razmetali vse, se ga razišče, drugače bi pa kopali Britov zato, da bi dobili lepe predmete, tega pa ni več. Ne. Bilo pa včasih je, ne, so predvsem Britove kopali, ko v Britovih grobovih so najde, se spomnite Tutankamona, ne, najlepši predmeti so za to drug svet, ne, tam je pa res tudi, se najde tudi zlato in take reči, ne. V naselbinah pa ne, se pa najdejo razbite posode, vsakodnevno življenje, odpadki, smeti, pa arhitektura. Še kakšno vprašanje? Ja, kako je bilo s poljedelstvom, kot ste rekli, da ste to začeli? Ja, poljedelstvo je gotovo bilo nekaj, kar zdaj vemo, ker se najdejo predmeti povezani s poljedelstvom. To so leneži, črtala, motike. Drugo orodje, nekaj, kar je gotovo res, je to, kar zdaj vidimo na celem temu območju od Postojne dol do Ilirske Bistrice, da je prišlo do enega zanimivega obrata po letu 1000. Pred letom 1000 so bili... Ne, 1000 po Kristusu. Ja? Pred letom 1000 so ljudje imeli obdelo na pobočju večino. In so tam gradili terase in vrtove in nasipavali razne gomile. Razmišljali smo, dobili smo semena in tega enozornega žita, tudi dvozornega žita. Dobili smo proso, seme, prknežako in tako naprej. Po letu 1000 je pa prišlo do obrata. Zakaj? Ker takrat so ljudje vpeljali oranje s težkim plugom, ki ga vlečijo kolesca in par volov. Tega Rimljani niso poznali, pa tudi prej prazgodovina. Ne? Kar pomeni, da so lahko zorali tudi zelo težke prsti v nižino. Tukaj vemo, da so prsti precej težke po nižinah, zaradi veliko vode, presihajoča jezera, vse to tu po Pivškem, zelo so prsti v nižinah težke in šele par volov, pa celo dva para volov s težkim tem plugom na kolesca, lahko to zemljo zorje. Prej tega niso bili sposobni narediti. In zato je tudi začetek obdelovanja nižin povezan z začetkom vasi na Pivškem in okolici, kot jih poznamo danes. V tisti cajt po letu 1000 grejo tudi prve najstarejše cerkve in začetek tistih vasi. Prej so obdelovali pobočja, pa pride do obrata. Pobočja se spremenijo v pašnike ali pa v gozdove, nižina so polje. Prej so bile pa pašniki po nižini, pa polja po vrtovi po pobočjih. To zaenkrat vidimo. To zaenkrat tako razumemo. Kaj je bilo na teh pobočjih gojeno? Proso,
gotovo je bila glavna žitarica tako bronaste kot železne dobe. To se tudi danes da ugotoviti z raznimi analizami. Na Križni gori, na Cerkniškem so analizirali posmrtne ostanke iz žar tudi in so odkrili, ker zdaj lahko od te razni izotopi, ne, raznih stroncija, dušika, ne vem, če se vse predmetov nam določijo, kaj smo mi jedli. Se da ugotoviti, kaj so jedli in so ugotovili, da je bilo proso vsak dan praktično na jedilniku, kar je zelo zanimivo. Proso je pa dobra žitarica za, da ga ti prideluješ na pobočjih, ker je zmeri problem voda. Ker je zelo nezahtevno, ker ne rabi dosti vode, pa kratko rasno dobo ima. Skratka, proso je bila tista glavna žitarica obdobji pred letom 1000, bi lahko rekel. Ne? Sploh pa v železni in v bronasti dobi. Tudi danes, ne nazadnje, ko imamo v Afriki, ko se Sahel se praktično spreminja v puščavo, probajo Združeni narodi ljudi zadržati, recimo v Afriki, da ne bi opuščali kmetijstva in bežali proti severu in potem se utapljali v Jadranskem morju in tako naprej, jih probajo navaditi, da bi sadili in sejali proso, ne? Ker je tudi zaradi vedno hujše suše v Afriki proso še vedno tisto najbolj uspešno žito, ki lahko nahrani družino, tudi če je suša, pa ni veliko padavin. Mal dolg odgovor z enim odvodom. Ja. Se pravi, palinoloških analiz pa niste delali? Ne, palinologija pride v poštev, če imamo mi mokra okolja, kar je tu velik problem. Mi bi mogli zelo globoko vrtače kopati, da bi zbrali vzorce, pa še potem vprašanje. Barja so odlična za palinologijo, prasihajoča jezera so obup za palinologijo, ker uničujejo zapis palinološke. Tako da bi mi načeloma morali dobiti neko vodo, ki neprekinjeno stoji, neko mokro okolje, da bi zbrali dosti relevanten podatek o tem. Ampak včasih je srečo, no, sej tista semena dobiti na Knežaku je bil tudi super. Ne več vprašanj? Bi pa po kozarcu vina še. Poglobil razpravo. Tekoča problematika. Boštjan, lepa hvala. Spet si nas navdušil. Zdaj za odlično predavanje. Jaz mislim, da delim vaš vtis. Bila res hvala lepa, Boštjan. Nas res tako prepričljivo in z navdušenjem nas podučiš vseh z veseljem, naslednje leto pa spet, ne? Ja, da, next year. Hvala lepa. Zdaj si pa nej domov, no, si bomo spili skupaj z Lašvina.